Seveda pa video ni edina funkcija, čeprav je tista, ki jo velja izpostaviti danes. D90 se ponaša tudi z vsemi ostalimi top trenutno dosegljivimi tehnologijami pri Nikonu. To je nov CMOS senzor, novo tipalo z 12,3 milijoni točk. Verjetno ga boste prepoznali že z obstoječih modelov. D300 ima enakega. Obenem seveda tudi izboljšano delovanje pri visokih ISO občutljivostih, torej minimalna količina šuma tudi pri visokih ISO nastavitvah, kalibrirane ISO vrednosti ponovno kot pri D300 od 200 do 3200 ISO, možnost pa je seveda to spustiti na 100 ISO ali pa povečati do 6400 uporabniško nastavljivo. Vse to je ob enem skupaj z hitrostjo in zahranjenjem energije povezano z uporabo XPID slikovnega procesorja, ki ga prav tako D80 ni imela, naslednjih D90 pa poleg vseh ostalih tehnologij tudi XPID slikovni procesor. Dodane so D-Lighting, poznamo tudi že, tokrat aktivno delo osvetljevanje, ki ga tudi že poznamo z drugih aparatov, pomeni, da lahko že pred zajemom fotografije nastavimo korekturo svetlih in temnih tonov, torej da nam izenači, doda dinamični razpon fotografiji. Prav tako je fotografije moč na različne načine, ki jih ne bi našteval v detajle, ampak je res ogromno možnosti, da fotografije obdelamo že v samem aparatu. To nam omogoča picture control. Bomo mogoče kakšne trike pogledali, lahko uporabimo fisheye filter, lahko barve popravljamo. Seveda pa aparat tudi zapisuje RAW format, torej Nikonov lastni RAW format NEF, ki ga je kasneje moč obdelati na računalniku z Capture NX programom, naprimer, ki omogoča, da iz teh NEF-ov res iztisnemo maksimalno kakovost. Torej ne samo bombončki za uporabnike tipa video, tudi res najkakovostnejše možne fotografije pri visokih ISO vrednostih, z dobrimi barvami in z uporabo NEF RAW formata. Vse v enem ohišju, v enem aparatu Nikon D90. Pri ostalih novih funkcijah, če pogledamo, je Scene Recognition, torej prepoznavanje kadra. Ponovno stvar, ki jo že poznamo z modelov D300, D3, tokrat tudi v cenovno dostopnejšem modelu D90, samodejno ostrenje, izboljšano nastavitve beline, torej izravnavanje white balance beline, in nov način prepoznavanja obrazov, torej tudi DSLR D90 ima face recognition, sam prepozna, kje na kadru, ki ga posnamemo, se skriva obraz portretiranca in tja tudi izostri. Če se vrnem k autofokusu, autofokus predstavlja jedro Multicam 1000 autofokusnega sistema z 11 merilnimi točkami, ki je v sami osnovi zelo podobna stvar, ki je bila že v D80 predstavljena. To ni nič narobe, kajti v D80 je autofokus dobro deloval, je pa stvar dodelana, torej kljub temu ni samo pobrana iz D80 in predstavljena v D90, Multicam je prenovljen. Že sami uporabniki D80, če kak med vami se pobliže spoznal z aparatom, pa se še dobro spomni, sama postavitev 11 fokusnih točk je drugačna kot pri D80 in poleg autofokusnih načinov, torej dinamičnega, samodejne izbire ostrenja v eni izbrani autofokusni točki, je dodan še tudi 3D sledenje, torej 3D tracking, ki ga do zdaj autofokus ni imel. Autofokus deluje zelo zanesljivo in zelo hitro odzivno, lahko ga boste preizkusili kasneje tudi na aparatu. Samo iskalo predstavlja 96% pokritost vidnega polja, kar je za ta razred, za samorefleksnih aparatov, kar nekje standard. Kar pa ni standard, pa je tripalični LCD zaslon z visoko ločljivostjo, torej 3-inčni ekranček z 920 tisoč točkami, kar je nekje bila zdaj domena višje pozicioniranih cenovno DSLR-jev, tokrat pa tudi po novem v D90, torej dejansko imajo vsi Nikonovi samorefleksni aparati, razen D60, 3-inčne ekrančke z 920 tisoč pikami, kar je pri gledanju videoposnetkov še malenkost bolj pomembno. Seveda v aparatu tudi pogledno živo, tudi live view, samodejno ostrenje na obraz sem že omenil, torej ta
prepoznavanje obrazov je sposobno prepoznati do 5 različnih obrazov. In pri teh 3 načinih, torej pri prepoznavanju obraza, pri širokokotnem ostrenju ali pri običajnem samodelnem ostrenju je ta live view relativno zanesljiv. Seveda pa je treba opomniti, da če nastavimo prepoznavanje obrazov, zna autofokus kar nekaj časa počakati, preden zazna vse obraze, jih tudi ustrezno ilustri, tako da to je počasnejša varianta, je pa natančnejše in hitrejše z eno točko. Po novem je tudi na samem ohišju za lažje dostopanja na ohišju kar gumbek, torej ne rabimo več na koleščku ali prek menija, kot pri nekaterih aparatih, izbirati live view načina. Live view gumbek se nahaja zelo hitro dosegljiv na samem ohišju. XSpeed procesor sem že omenil, torej poleg same obdelave fotografij in kakovosti pri visokem šumu prinese tudi hitro odzivnost in varčnost pri energiji, torej čas pripravljenosti od samega zagona aparata, od trenutka, ko aparat vklopimo do zajema fotografije, je 0,15 sekunde, seveda zdaj nisem fotografiral v 0,15 sekunde, ker je aparat še ostril vmes, ampak sama pripravljenost v 0,15 sekunde. Pri zamiku med enim proženim in drugim 65 milisekund in v taki sekvenci je sposoben pri visoki hitrosti zajeti do 4,5 posnetka na sekundo, omejitev pa je nekje 100 JPEG posnetkov, preden se zapolni predpomnilnik. Zaklop je sam testiran na 100.000 proženj, kar je nekje v tem ljubiteljskem razredu tudi standard, je pa zelo zanesljiv, mislim, da zaklopi so zadnja stvar, ki na našem servisu vam povejo, da uporabniki pridejo k njim zaradi zaklopa, to mislim, da se skoraj ne zgodi. XSpeed pa prinese, kot omenim, na sabo tudi varčevanje z energijo, torej kljub večjemu procesiranju podatkov, kljub snemanju videa v uporabi flasha, je aparat sposoben narediti tudi prek 1000 posnetkov z enim polnjenjem baterije. Baterija pa že kot znano iz D80, D200, D300 modelov je vključena EN-EL3E baterija. No, omenil sem tudi že te kreativne možnosti obdelave fotografije, torej picture control, poleg same nastavitve belin, nastavitve kontrasta, nasičenosti, ostrine in obdelave fotografije je možno tudi kasneje v post obdelavi narediti določene učinke na samem aparatu. Torej, možno je seveda konvercija iz NEF-a v JPEG, možno je spremeniti iz barve v ČB, možno so pa tudi takle učinki kot tale, torej z neke normalne fotografije narediti takle fish eye posnetek, zelo zanimivo, mogoče za take smešne, komične situacije. Eden izmed primerov seveda pa je obilo možnosti manipuliranja za sliko že s samim aparatom, brez uporabe računalnika. Bonus, torej dodatna dobra lastnost aparata pa je, da aparat pa ustvari kopijo popravljeno, torej imamo dva fajla, enega originalnega in drugega popravljenega, tako da še vedno nam ostane tisti originalni posnetek ali v NEF ali v JPEG formatu. Torej, predvidene maloprodajne cene z vključenim davkom, dodano vrednost so za samo ohišje 969 € in za ohišje z novim objektivom 18-105 VR 1199 €. Danes, kot vidite, je bila uradna predstavitev in še pomembneje, predviden začetek prodaje že nekje čez 3 tedne, pomeni, da obiskovalci Fotokine upam, da bojo že posegli po prvih aparatih, ki pridejo v Slovenijo in se nam na Fotokini pridružili že z novim aparatom. Nisem zgubljal dosti besed o novem objektivu, torej 18-105 VR, če na hitro omenim, je kit objektiv, ki bo začel z aparatom v prvih dobavah prihajati. Objektiv je povsem nov objektiv VR razreda, torej širokim razponom goriščne razdalje, zelo primeren za aparate kot je D90, seveda tukaj bi bil nesmisel, da bi gor dajali 18-55 objektiv. Po drugi strani pa vseeno uporabniku puščamo dosti veliko izbiro, da se ne že takoj na začetku omeji z nakupom dragega objektiva in vzame nekje, bom rekel, za razliko v ceni 200 €, zelo kakovosten, cenovno sprejemljiv objektiv, ki mu pokrije široko polje uporabe. Seveda tisti, ki bojo pa imeli že odprej objektive z fiksnimi goriščnicami ali pa bojo rabili zaradi snemanja videa, pa bojo to tudi še dokupili, če bo
potreba